Evo, tukaj je naša prva knjiga, ki je res taka popolna za božično darilo. Pa ko smo ravno govorili, da bi usrečevali druge, se mi zdi, da je to res knjiga, ko govori o sreči. Like namreč po dansko pomeni sreča. V bistvu je nadaljevanje knjige Hige, ki smo jo tudi lansko leto izdali v času božičnih praznikov. Letos smo pa izdali Like, kar pomeni sreča. Hige po dansko pomeni v bistvu je način življenja, kako biti srečana. In Like pomeni dansko iskanje najsrečnejših ljudi na svetu. Danci veljajo za enega najbolj srečnih narodov, najsrečnejšo državo na svetu. Imajo urejeno infrastrukturo, tako zasebno življenje, brezplačen študij, če rečemo tudi točne vlake, ker je tudi v bistvu zelo pomemben, da nas ne spravlja v stres. Pa porabijo največ sveč na gospodinjstvo, kot kjerkoli druge. Tako da očitno bomo mogli prežigati več sveč, ampak to ne pomeni kakršnekoli, ampak prav nenavadne bele sveče. Tako da, če želimo biti majhen bolj srečni, evo, vzemo tole drobno knjigico, pa mogoče nas bo popeljala, da bomo malo bolj srečni, pa malo bolj prijetno počutimo, ker nekje te potegneti je lepo, nekje pa ti kar nekaj ni čisto pogodo. Ja, ker v bistvu vse je zelo pomembno, kako se mi noter počutimo, kako si pripravimo svoj prostor, aj naša dnevna tako nam ljubka, ne vem, zakurimo kamin, prižgemo svečo, se zavijemo v odejo, vzamemo eno dobro knjigo v roke. Vse to vpliva na našo razpoloženje, na našo srečo. Notranji mir. Notranji mir. Ki si ga podajamo tudi z raznimi mislimi iz različnih vaših rokovnikov. Tako je. Ja, letos imamo zopet pestro izbiro koledarjev in rokovnikov za leto 2019. Tukaj sem jih nekaj spredaj pripravila, imamo jih pa res ogromno. Ni da ni teme. Ja, tukaj bi izpostavila mogoče Pavla Coelha, vsako leto izdamo njegov rokovnik, tako da stranke vedno komaj čakajo, kdaj bo prišel. Zdaj smo že dobili novo naslovnico za rokovnik 2020, tako da tudi 2020 že pride in bo tak zelo lep v modri barvi. Ta je pa letos malo bolj tak pisan. Vedno so v rokovniku izbrani citati iz najnovejših del Pavla Coelha, z ilustracijami španske ilustratorke Catalina Estrada. Ogromen je prostora, tako da si res lahko zapišemo vse, kakršne opravke imamo, tako da je idealen za poslovne ženske, učiteljice, pa mamice. No, da ne pozabimo. Ja. Na kaj? Kako naučiti fante kuhati ali da so drugačni? Zgodbe za fante, ki se drznajo biti drugačni, je pa v bistvu tudi zelo dobra knjiga, zelo dobra ideja za darilo. Za vse fante, ja, ki se drznajo biti drugačni. To je pa podoben način, če se spomnite, ko smo predstavljali knjigo za uporniške punce, je tukaj zdaj v bistvu išla tudi za fante. In dejansko so noter navedeni fantje, ki so v bistvu eni so malo manj znani, eni so malo bolj znani, naprimer noter so Jamie Oliver, potem je Barack Obama, Johnny Lennon, potem Messi, ki je zdaj zelo aktualen, in v bistvu tudi Galileo iz zgodovine. In so noter opisane njihove zgodbe. V bistvu oni so si drznali biti drugačni, da so v življenju uspeli. Tako da v bistvu je res fajna knjiga. Treba prebrati zgodbo, vsaj eno pred spanjem, ampak jaz mislim, da je tudi za velike fante, za take, ki jim mogoče včasih motivacija pade, ki se iščejo, pa v bistvu je zelo lušno darilo. Tako da, ja. Se lahko poistoveti z njim, ali si zadaš kaj, spoznaš astronautko Samantho in potem si rečeš, jaz bi bila pa astronautka. Ja, tukaj pa v bistvu drugi del, zgodbe za lahko noč za uporniške punce. Drugi del, not so čist druge ženske, kakor pa v prvem, ki sem jo tudi izpostavila, ker to je v bistvu knjiga leta, zgodbe za lahko noč za uporniške punce 1. Zdaj smo pa izdali raven pred prazniki, seveda za nadaljevanje, oziroma 100 novih drugih žensk. In noter so v bistvu, naprimer, res malo posebne. Ja, posebne punce, ne vem, Audrey Hepburn ne poznane. In v bistvu ženske, ki so uspele. In pravimo, da v bistvu vsaka ženska, ki je pač uspela, ki je ustvarila neko zgodbo, je mogla biti upornica, da se je uprla sistemu, da je postala uspešna. Oziroma, tako da tudi vsaka izmed nas... Je mogla iti svojo pot, imeti svojo vizijo. Tako. In tudi tukaj od zadaj je v bistvu prazen prostor, kjer se v bistvu lahko
potem tudi punce same napišejo svojo zgodbo. No, krasno. Tako da smo dopolnilo lahko knjigi. vse upornice, male pa velike upornice. Ne samo božičkovi pomagači. Ne samo božičkovi pomagači. Ja, tudi ogromno je drugih otroških knjig, nabor zgodb, zakladnic. Ja, kaj kupiti lepšega za božično darilo kot neko zbirko pravljic, tako da letos smo jih izdali v tem času res ogromen. Tukaj so najlepše zgodbe iz 1001 noči, res lepe zgodbe. Noter so naprimer zgodbe o Šeherezadi, Ali Baba, Aladin in čudežna svetilka. Res krasne zgodbe, ki jih pač morajo otroci poznati in jih morajo tudi malo popeljati v svetu mišlije. Potem naprimer zgodbe za lahko noč, zakladnica družinskih zgodb. Te so v bistvu take, vsaka izmed teh zbirk ima 4 ganljive zgodbe, take res čutne v odnosu mamica, otrok, v prijateljstvu, o ljubečih trenutkih, v objemu, kako so pač pomembni, pa jih pozabljamo.